Urška Klakočar Zupančič je zopet dokazala, da živi v svojem vzporednem svetu. Parlamentarni odbor za notranje zadeve je sprejel tako imenovano deklaracijo o vzponu skrajne desnice v Evropi z naslovom Nikoli več. To je pripravila Urška Klakočar Zupančič z namenom, da opozori na naraščajoč porast in krepitev skrajno desnih ter neofašističnih in neonacističnih skupin, gibanj, organizacij in političnih strank. Poudarja, da mineva 80 let od konca druge svetovne vojne. Citiram: skrb vzbujajoč je, da se kot človeštvo od teh tragičnih izkušenj, vojnih grozot, trpljenja in pozivov razumnih ljudi, ki so takšno gorje doživeli, nismo dovolj naučili. Zato naj bo jasno, antifašizem ni problem, fašizem pa zagotovo je. Levica je popolnoma nesposobna stopiti čez svoj predpostavljen ideološki prag in obsoditi poboje Slovencev med in po drugi svetovni vojni strani svojih ideoloških somišljenikov, želi pa vam pridigati o sočutju in razumu. Ukinili so dan spomina na žrtve komunizma in odzeli spomin neštetim trpečim Slovenkam in Slovencem samo zato, ker se ta ne usklajuje z njihovo ideologijo. Ob vsem tem pa si drzne trditi, da bo, dokler bo ona predsednica Državnega zbora, poskrbela, da bo institucija vztrajala pri civilizacijskih in demokratičnih vrednotah, ki so ustvarili in zgradili naše državljanke in državljani. To je glede na njeno ideološko prepričanje gladka laž, saj komunizem ni bil ne civilizacijski, ne demokratičen. Te vrednote so v Sloveniji zgradili ljudje, ki jih ona ni niti enkrat omenila oziroma jim dala zasluge, kot so Jože Pučnik in Janez Janša. Poleg tega izpusti dejstva, kot so nasilje nad člani stranke Alternativa za Nemčijo, kakor tudi dejstvo, da je glavni opozicijski lik na Nizozemskem zaradi svojih prepričanj pod stalno 24-uro policijsko zaščito že od leta 2004. Klakočar Zupančič je večkrat pokazala, da ni zrela funkciji, ki je bila dana, in da bi bilo najbolje zanjo kot za celo državo, da se, če že ne zdaj, po volitvah umakne iz politike.